Cilj je, da v bistvu pes v avtomobilu počiva, tako je za njega potem tudi najmanj stresno, za nas najbolj varno. Pomirjevala niso rešitev na dolgi rok. Ne puščamo živali, da bi prosto se premikale po avtomobilu. Vsa zaviranja, pospeševanja ovinki naj bojo bolj blagi. Vožnja je stalnica naših življenj. Večino časa poteka gladko, ko se zgodi nepredvidljivo, moramo biti na to pripravljeni. Da bi zavarovali sebe in sopotnike, je treba za to poskrbeti tudi za varnost. Med sopotniki pa so pogosto tudi naši štirinožni prijatelji in prav o njih bo danes tekla beseda, kajti tudi njihova varnost na poti je izjemno pomembna. V današnjem podcastu Pripravljeni na nepredvidljivo bomo torej govorili o varnem prevozu psov in mačk. Izvedeli bomo, kako lahko naše štirinožne prijatelje pripravimo na vožnjo, da bo ta čim manj stresna in čim bolj prijetna. Kaj potrebujemo, da jim na poti zagotovimo varnost in kako jih lahko za nepričakovane situacije tudi zavarujemo in zagotovimo veterinarsko skrbo, ko jo potrebujejo. Odgovore na ta in podobno vprašanje nam bodo pomagali poiskati Jure Pribičevič, lastnik in ustanovitelj podjetja Alfakan ter vodnik in inštruktor reševalnih psov z mednarodnimi izkušnjami. Mitja Jeseničnik, inštruktor varne vožnje pri AMZS in Mateja Pirc, veterinarka cenzorka pri zavarovalnici Triglav. Vsem trem en lep in prisrčen pozdrav. In hvala za vaš čas. Jure, če začnemo kar pri vas, kaj je tisto ključno, ko pripravljamo in navajamo živali na prevoz, da jim bo čim bolj udobno? Ja, ključno je to, da pripravljamo in navajamo, da na to ne pozabimo. Treba se odločiti, kje bomo psa prevažali, in če se odločimo, recimo, da ga bomo prevažali v transportnem boksu, kar se meni zdi najbolj primerno, in smo potem zbrali primeren transportni boks, je pomembno, da ta boks najprej damo ven, psa predstavimo, ga naučimo, da gre noter s pozitivno motivacijo. Nekaj dni bi si jaz vzel načrtovano nekaj obrokov, mogoče damo psu tudi noter, da jih poje. Ko se na to navadi, potem lahko ta transportni boks recimo predstavimo noter in potem na ta način prostor, ki je psu že poznan, predstavimo potem tudi avtomobil. Če je mladiček, ga seveda na začetku dvigujemo noter, čas je na začetku kratek. V kratkem pač ta izkušnja naj bo čim bolj pozitivna, da pes potem kasneje, ko začnemo z vožnjo, nima nobenih težav. Mitja, kakšne oblike transporta sploh poznamo? Ja, najbolj pogosto včasih je bilo pač pes prosto v avtomobilu. Seveda to se še danes včasih vidi na cesti, kar pa je seveda neprimerno iz večjih vidikov. Prvi je to, da nas takšen pes večinoma lahko moti, sploh za manjše pse, ki lahko skače iz prednjega sedeža nazaj in tudi proti vozniku. Voznik takrat ne more biti zbran enako, kot bi lahko bil, če bi pes miroval. Zdaj se pojavljajo pa predvsem oblike, kot so avtomobilski sedeži, kjer je pes kot neki košari na sedežu pripet na to košaro. Gre predvsem za transport manjših psov. Za večje pse pa so potem pregrinjala za zadnje sedeže, so potem na teh pregrinjalih lahko pripeti na oprsnico in z varnostnim pasom. Ni najbolj primerno, zato ker pes omejen v gibanju in pa ni popolne zaščite v primeru nekih sunkovitih zaviranj in pa prometne nesreče, bog ne daj. Najbolj primeren je prevoz v prtljažnem prostoru ali ločeno z mrežo od potniškega prostora ali, kot je rekel gospod prej, z temi boksi, ki so optimalno varni. Pa so kakšne razlike pri prevozu recimo psov ali pa mačk? Ja, seveda mačke so manjše, lažje se to v nekem tistem transportnem boksu. Pri mačkah se mi zdi najbolj pogosti ti transportni boksi plastični oziroma košare, ki se dajo na sedež, pripnejo z varnostnim pasom. Ustanejo potem tam, tudi mačke s tem nimajo načeloma nekih težav. Seveda psi so večji, ne rabimo več prostora tudi za boks, če ga bomo montirali ali namestili na sedež, pač predvsem velikost. No, verjamem, da so mačke in psi večina, pa kaj pa kakšne ostale male živali? Ja, manjša kot je žival, lažje bo. Manjša kot je žival, lažje bo. Definitivno pa ne puščamo živali, da bi prosto se premikale po avtomobilu. Bog ne daj pa jih puščati na zadnjih policah. Tam se lahko že pri močnejšem zaviranju zgodi, da se žival poškoduje. Predvsem razmišljamo o tem, da
se izogibamo nepotrebnim možnim poškodbam živali zaradi tega, ker pač pade ali zasedeš, nerodno stopi, se lahko hitro kakšna poškodba zgodi. Mateja, vi ste veterinarka. Povejte nam, obstaja kakšen način, da žival pomirimo med vožnjo, recimo v boksu? Namreč prejeli smo vprašanje gledalca, ki ga zanima, če drži podatek, da lahko damo živalim neke vrste pomirjevalo, da jih za ta čas umirimo in pomirimo. Seveda, če je situacija res zelo, zelo stresna za žival, če ne gre z vzgojo že od začetka mogoče, potem ja, definitivno obstajajo tudi taka sredstva. Gre se tukaj tudi tako lahko za neke naravne pripravke, bom rekla, ne vem, na osnovi baldrijana ali pa drugih zelišč, ki dokazano delujejo pomirjevalno. To se pač da nabaviti ali na veterinarski kliniki ali pa v neki specializirani trgovini za male živali. Vsekakor se pa lahko obrnemo tudi na našega veterinarja, ki bo pač v takih res hudih stresnih situacijah predpisal tudi zdravila, ki so pomirjevala, Je pa to dejansko neka rešitev, bom rekla, na kratki čas. Vsekakor je treba z živaljo delati že od malega, tako kot je Jure povedal, da se ugotovi, kje tiči ta strah in da se ga premaga, ker to definitivno pomirjevala niso rešitev na dolgi rok. Vsekakor pa take zadeve, kot so razna zdravila, vedno po svetu z veterinarjem. Sploh ne dajati humanih ali kakršnih koli drugih, če ne vemo. Jure, kaj pa recimo, če govorimo o živalih, ki jih posvojimo, recimo iz zavetišča, in recimo te živali niso vajene prevoza, so lahko tudi starejše. Kako je v takem primeru, kaj je pomembno pri navajanju na vožnjo takšnih živali, psov? Pri starejših živalih, ki mogoče nimajo teh izkušenj ali pa, ne vem, smo jih posvojili in ne poznamo njihove zgodovine, postopamo enako kot pri mladičkih, začnemo na začetku, ne svetujemo dolgih voženj na začetku, svetujemo navajanje na opremo, če jo imamo, tako sem prej omenil, recimo transportni boks, tudi če je to prtnica in psa pripenjamo, je treba to prtnico najprej seveda dati na psa in ne povzroča dodatnega stresa, potem pa svetujemo neko krajšo vožnjo, da preverimo, če je pes tega navajen, če je tega navajen, potem ne kompliciramo naprej, ne delamo prevelikih si ovir in dela. Če pa vidimo, da je psu neprijetno, to kaže lahko na več načinov, eni začnejo težko dihati, eni se slinijo, eni celo bruhajo, potem seveda svetujemo, da se vožnja prekine in gre spet na začetek, spet navajanje seveda na opremo, na krajšo vožnje. Cilj je, da v bistvu pes v avtomobilu počiva, tako je za njega potem tudi najmanj stresno, za nas najbolj varno. Tudi če ima možnost, recimo, da ga damo, ne vem, v zadnji del avtomobila, pa je recimo ni omejen z boksom, kar jaz ne svetujem, ampak recimo, da nekdo tak psa prevaža. Če je miren in če se rad vozi, je večja verjetnost, da bo ležal, da bo spal, da bo ven gledal. Ne moramo vedeti, da če pes ven gleda, se lahko potem razburi, mogoče vidi kajega psa, mačko, promet. Tako da vožnja naj bo nek del življenja psa, ki je pomirjajoč, počiva, čaka, da se ustavimo in ko se ustavimo, je potem njegov čas, ko se vrata odprejo in lahko gre recimo na sprehod. Ampak če vendarle doživimo neko neprijetno izkušnjo, recimo pride do, bog ne daj, do nesreče ali pa do nekega hitrega zaviranja, kot je omenil Mitja, kakšen odziv lahko v takšnih primerih, takšnih situacijah pričakujemo od živali? Ja, odvisno, koliko je tega navajen. Zdaj, recimo, lahko govorim iz lastnih izkušenj, jaz pse začnem takoj navajati na transport in na transportni boks. In seveda tukaj zraven sodi tudi to, da ko se enkrat peljemo, bo slej, ko prišlo tega hitrega zaviranja. Seveda, že ko vozimo, moramo imeti nekako v mislih, da vozimo zraven žival, ki ker mi, ko sedimo za volanom, vemo, če bo levi ovinek, se na to pripravimo podzavestno. Če vidimo, da kolona stoji pred nami, se tudi na to pripravimo, pa se na to ne more pripraviti, če ne druga niti ven ne vidi, ne razume tega. Tako da vsa zaviranja, pospeševanja ovinki naj bojo bolj blagi. Zdaj, če se pa vseeno zgodi, da moramo sunkovito se ustaviti ali kaj takega, preverimo, če je vse ok pri psu. Večina psov nima večjih težav s tem, pač mogoče pogleda ven, preveri situacijo in če mi ne delamo neke drame, potem tudi pes ne dela drame.
Če se pa zgodi, da bi recimo pri tem se vseeno poškodoval, jaz takih izkušenj nimam, ampak ob nekem sunkovitem zaviranju je tudi ta možnost, potem pa je fino, če čim prej ustavimo, mogoče psa damo iz avta, preverimo, če je vse ok in mogoče naredimo kakšen krajši sprehod, da ta malo stres gre v stran in potem lahko nadaljujemo pot. Mitja, že prej smo omenili to vožnjo živali na sovoznikovem sedežu. Obstajajo določene omejitve, na kaj moramo biti tukaj pozorni? Jaz bom čisto rekel, zakon nas obvezuje, da moramo poskrbeti za žival, da je zavarovana na primeren način. Tle noter so predpisane tudi temperature, zračnost, vse to mora biti zagotovljeno, se pravi, na sprednjem sedežu se odsvetuje. Če ne gre za neko manjšo žival, manjšega psa ali pa mačko, definitivno pa naj bo tako nameščeno, da se ne more premikati, da ostane tam. Se pravi, če je na tistem, kot se prodajo avtomobilski sedeži, je v omejeni košari, pravzaprav pripet v tisti košari. Načeloma bi to naj bilo ok, definitivno pa sem jaz na Juretovi strani. Dajmo poskrbeti za to, da bo pes optimalno ali katerakoli žival optimalno zavarovana, naj bo v kletki oziroma v košari, v boksu. Če vendarle nekdo neustrezno prevaža žival, ali to pes, mačka, obstaja kakšne denarne kazni za to? Zakon predvideva kazen 40 € za kršenje tega člena, 93. člen, mislim, da je, zakona o prometnih predpisih. Mateja, kaj pa vaše izkušnje? Katere so recimo najbolj pogoste poškodbe, ki jih žival recimo utrpi med vožnjo? Kaj ugotavljate? Zdaj tako je, če je primerno zaščitena, pol praktično ni nekih velikih težav. Seveda lahko se pa zgodi od kakšnih zlomov, odrgnin in podobnih stvari, Ker pač, kadar pride do prometne nesreče, do trka, seveda sunek je velik in normalno, če ni ustrezno zaščitena. Tudi če je v boksu, bom rekla, če tudi boks ni primerno zavarovan, seveda pride do udarnin, zlomov lahko tudi. Pa se vam zdi, da se lastniki teh malih živali sploh zavedajo teh tveganj, teh nevarnosti in zato žival tudi ustrezno zavarujejo? Bom rekla tako, zelo odvisno, tudi od preteklih izkušenj mogoče. Je pa res definitivno, da glede na to, da smo vsi vedno več na cesti, tudi naše živali so vedno več z nami na cesti ali po dopustih ali ne vem, mogoče kakšen sprehod, hribi, karkoli, je definitivno zelo smotrno in odgovorno pač vključiti in razmisliti tudi o zavarovanju živali, tudi za primer nezgode v času prevoza. Kakšna zavarovanja za mali živali sploh ponuja zavarovalnica Triglav? Ja, zavarovalnica Triglav v bistvu kot neko osnovno zavarovanje ponuja kritje stroškov zdravljenja, se pravi zdravstveno zavarovanje, če se naša žival poškoduje ali zboli. Zdaj pa zraven tega lahko pa tukaj v bistvu se tudi priključi dodatna kritja, kot je, ne vem, zavarovanje v tujini, recimo, če smo dosti okrog s psom v tujini ali pa mačko, zavarovanja v času prevoza, asistenca, nastanitev živali v času naše hospitalizacije in podobne stvari. Mitja, morda, ne vem, 3, 4, 5 na svetu, kaj je torej pomembno, kaj lahko storimo, da je oziroma da bo prevoz živali čim bolj varen? Ja, začeti pri vozniku. Tako kot je Jure že na začetku povedal, naj bo način vožnje prilagojen, poskušamo čim bolj defenzivno predvidevati vnaprej, da je vožnja kolikor se le da mila, nežna. To je osnova za to, da bomo tudi mi na cesti konec koncev varni. Potem pa poskrbeti za morebitne sunkovitejše situacije. Zdaj, sami boksi za pse so se pokazali kot najbolj varni tudi pri prevozu na intervencijskih vožnjah, ko govorimo o policistih, reševalcih. Oni se pač na intervencijski vožnji ne vozijo najbolj umirjeno in pač njihovi psi preživijo te vožnje po večini pač oziroma vedno brez nekih poškodb. Tako da boks definitivno bo iz tega vidika najboljše zavaroval našega ljubljenčka. Drugače pa predvsem to, da preprečujemo možnost, da bi ob
nepozornosti psa ali mačke na naše reakcije na cesti prišlo do nekih hitrih gibov ali poškodb okončin ali kakorkoli drugače. Jure, morda beseda ali dve še recimo o varnosti in starosti psov. Ne? So kakšne razlike, na kaj moramo biti recimo pozorni, ko gre za prevoz mladičev ali pa recimo nekih starejših psov? Ja, najbolj se mi zdi, je potrebno pogledati na velikost in rečemo temu prostor, v katerem vozimo psa. Zdaj, lahko je prostor dejansko prevelik in je zato neprimeren. Recimo, če imamo mladička in ves prtljažnik placa ali pa imamo kombi, potem moramo vedeti, da se ta mladiček lahko noter sprehaja in je verjetno za poškodbe kar velika. Enako pa potem tudi odsvetujemo drug ekstrem, da bi recimo transportni boks bil ali pa avto premajhen, se tudi zna zgoditi. Transportni boks mora biti glih toliko velik, da se lahko pes normalno noter obrne. Ne rabi stati, dovolj je, da se noter obrne. In seveda, če imamo pomislek, da je mogoče prostor prevelik za psa, potem ga poskušamo pregraditi, omejiti ali namestiti transportni boks ali ga mogoče premakniti kam drugam. Če pa imamo pomislek, da je pes prevelik za transportni boks, ga zamenjamo, če ga pa ne moramo zamenjati, je pa fino, da se večkrat ustavljamo, ker najbolj pomembno je, da se pes, kot sem prej omenil, med vožnjo dobro počuti in to je pač del tega. Ne. Zdaj, pri starejših psih je ponavadi manj težav, ker jim čuti malo utopijo in se več ne sekirajo po domače tak, ne. Pri mladičkih je pa ponavadi malo več težav, ker je to za njih prvič ali pa drugič, tretjič, kakorkoli niso še navajeni, tako da si je treba res čas včasih vzeti. Pri nas na tečajih se kdaj zgodi, da mogoče kdo ne more takoj obiskati skupinskega tečaja, ker mora psa tja pripeljati, ga mora najprej na prevoz navaditi, tako da je potrebno biti potrpežljiv. Jaz se spomnim mojega prvega psa, sem ga vozil sicer na začetku neprimerno, imel sem eno staro katrca, to so leta nazaj. Vsako vožnjo je pač, sem se mogel ustavljati, je bruhal. Malo je povezano s tem, ker se katrca nagiba levo-desno, ne? Malo je pa povezano s tem, da enostavno ni bil pes, ki bi se rad vozil in potem sem cel svet z njim praktično prepotoval po tekmovanjih, akcijah, misijah. Ne glede na to, je bilo letalo, avto, kombi, vedno imel z vožnjo problem. Tako da obstajajo psi, ki imajo pač glede tega malo večje težave. Pri teh je še posebej pomembno, da si vzamemo čas in smo potrpežljivi. Včasih traja lahko nekaj mesec, 2, 3, ampak potem, ko to naredimo, ta trening je pa za celo življenje neprimerno boljše za psa. Torej je zelo pomembno tudi, kakšno vozilo imamo. Predvsem pa, ali obstaja kakšne pasme psov, ki so morda manj vajene prevozov kot ostale? To ne bi mogel reči, nisem še videl kakšne take statistike, da bi kakšne pasme bile bolj ali manj vajene. Je pa seveda pomembno, kako vozilo imamo, predvsem je fino, tako sem prej omenil, da je prostor ne prevelik, ne premajhen, da prilagodimo vožnjo, tako je Mitja omenil, in da če smo na poti dalj časa, delamo redne premore. Dostikrat ljudje ne vozijo psa, recimo tukaj, kjer živijo, potem pa grejo na morje, pa bi ga kar 6 ur dali v avto, pa sredi dneva v največji vročini vozili. To seveda ni glih pametno. Mi svetujemo, da delamo te trening vožnje z mladičkom okrog recimo svojega prebivališča, če ne drugega je potrebno navaditi, da pride do veterinarja. In če se navadi recimo priti na tečaj do veterinarja, potem lahko tudi planiramo kako daljšo vožnjo z vmesnimi ustavljanji. Postopoma podaljšujemo. Omenili ste morje, počitnice. Mitja, bi z nami delili še kakšen koristen, uporaben napotek, nasvet, če se odpravljamo na neko daljše potovanje? Ja, definitivno vzeti dovolj vode zraven, tudi za psa. Ne pozabiti na to, da psa hidriramo, delati redne postanke, tako kot je Jure rekel, da nekje vsaj 2 uri. No. Psa takrat sprehodimo, da lahko opravi svoje potrebe, če bi bilo potrebno, in pa seveda, da mu damo dovolj za pit, pa da ne hitimo kar naprej. Tudi pes ne bo takoj pil, recimo, ko smo mu dali, ali pa takoj šel na potrebo, ko bomo stopili ven z avta. Počitek naj traja nekaj časa. Pa, če se lahko navežem, jaz imam 12 let staro psičko zdaj, pa postane mal izziv priti v avto, pa iz avtomobila, ker sploh če je avto malo višji,
si bo treba pomagati na nek način. Zdaj, če gre za večjega psa, ga težko vedno dvignemo, pa spuščamo dol, si lahko pomagamo ali z zložljivimi lestvami, stopnicami ali klančinami, če pes to zmore. Zdaj, mi smo poskusili več stvari, klančine niso bile primerne, ker so bile zelo strme za tako visok avto, ker ga pač imamo, smo mogla potem poseči po stopnicah gre dokaj dobro. No. Res pa je tudi to, da se na te stvari mora navaditi. Treba si vzeti čas. Sprva je dost poskušala skakati, ker mimo stopnic slabo je bilo pač nevarno, ker je avto visok. In si je res treba čas vzeti, da pes osvoji vse te stvari. Ampak potem, kot je rekel Jure, zadeva steče. No, in je res vredno vsake minute, ki jo vložimo v to, da imamo kasneje potem mir. Pa tudi ta samokontrola, da ko se prtljažnik odpre, da pes ne ker skoči ven na prosto, a ne, pa tam tudi, če lepo vzgojen počaka, na konc koncev ga lahko kaj preseneti, da se poškoduje pri tem sestopanju. To bi bilo mogoče. In vsekakor, tako kot je omenil tudi Jure, zelo pomembna je seveda naša potrpežljivost. Ko govorimo o vožnjah, prometu, prevozih, Mateja, ali kakšno avtomobilsko zavarovanje krije tudi kakšne takšne nevarnosti, tveganja? Da, ja, tudi to obstaja. In sicer ga lahko v bistvu kot neko dodatno kritje priključite k zavarovanju svojega avtomobila. Cena v bistvu res ugodna, 3 evre. Je pa tako, no, tu pa je kritje v višini 150 evrov za pač ali pregled ali zdravljenje, če se psu zgodi nekaj v času pač prometne nesreče, v času vožnje, ne. Kako pa je, omenili smo še za konec vprašanje povezano z potovanji v tujino ali na počitnice. Je mogoče za takšne stvari tudi dodatno zavarovati živali ali to krije že osnovno zavarovanje? Kolikor imamo v bistvu to osnovno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, lahko, če se večkrat nahajamo tudi v tujini, definitivno tudi dodamo to kritje za zdravljenje psa ali mačke pač v tujini, ne. Kar je sigurno smiselno, sploh če, bom rekla, če smo večkrat na počitnicah ali pa mogoče celo s psom hodimo ali pa delamo nekje drugje v tujini, ne. Mateja, Mitja, Jure, najlepša hvala za tale pogovor, za tale klepet. Za konec izpostavimo še nekaj pravil, kako poskrbimo, da je vožnja za naše kosmate sopotnike čim bolj varna. Prvič, živali morajo biti pripete, nastanjene v transportnem boksu ali prtljažnem prostoru, ki je pregrajen z mrežo. Drugič, živali začnimo čim prej navajati na vožnjo. Najprej na kratke razdalje, da bo ta cilj čim bolj prijeten in ta aktivnost čim bolj udobna. Dolžino voženj počasi povečujemo in dodajamo tudi neprijetne destinacije, kot je recimo obisk pri veterinarju. In tretjič, naše ljubljenčke ustrezno zavarujmo in tako zagotovimo, da bomo lahko tudi v primeru poškodb, kar se da dobro in s čim manj stroški poskrbeli za veterinarsko oskrbo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Še naprej vas vabimo, da nam pošiljate vprašanja o nepredvidljivem, kajti s pravimi odgovori lahko tudi nepredvidljivo postane predvidljivo. Pa srečno!